Nevtralizacijska titracija je metoda volumetrične analize. Bireto napolnimo standardizirano raztopino klorovodikove kisline do oznake 0. Standardizirana raztopina je raztopina natančno določene koncentracije. V Erlenmajerico vlijemo vzorec, to je 20,0 ml raztopine natrijevega hidroksida, katerega koncentracijo želimo določiti. Dodamo indikator fenolftalein, ki je značilen indikator za baze. V bazičnem območju pH lestvice se obarva ciklamno rdeče. V vzorcu natrijevega hidroksida dodajamo po kapljicah standardizirano raztopino klorovodikove kisline. Nevtralizacija je reakcija med bazo in kislino, nastane sol in voda. V vzorcu z bazo moramo seveda dodati ravno toliko kisline, da bazo nevtraliziramo. Fenolftalein se razbarva. Natančno odčitamo volumen dodane klorovodikove kisline. Izračunajmo koncentracijo natrijevega hidroksida v vzorcu. V Erlenmajerice smo odmerili s pipeto po 20,0 ml baze neznane koncentracije. Dodamo indikator metiloranž. Za titracijo kislin in baz uporabljamo nevtralizacijske indikatorje, ki spremenijo barvo v odvisnosti od pH raztopine. Titriramo do ekvivalentne točke. Ko se baza popolnoma nevtralizira s kislino, dobi prvotno rumeni metil oranž, oranžno oziroma rdeče-rjavo ali čebulno barvo. Če nismo pazljivi, če dodamo le kapljico kisline preveč, dobi metil oranž rdečo barvo, saj postane raztopina kisla. Vzorec smo pretitrirali, da smo dokazali, da se metil oranž v kislem obarva rdeče. Zopet smo odmerili s pipeto 20,0 ml raztopine natrijevega hidroksida neznane koncentracije v 3 Erlenmajerice. Nevtralizacijsko titracijo ponovimo še z indikatorjem lakmusom. Lakmus se v bazičnem območju pH lestvice obarva modro. Titriramo do ekvivalentne točke, to je do vijolične barve. Če dodamo preveč kisline, postane raztopina kisla in lakmus se obarva rdeče. Ponovimo.
Nevtralizacijska titracija je metoda volumetrične analize. Uporabljamo jo za ugotavljanje količine ali množine kislin oziroma baz, ki jih neki vzorec vsebuje. Indikatorji so organske spojine, ki v ekvivalentni točki spremenijo barvo in lahko z njimi ugotovimo končno točko titracije.